Prijazno pozdravljeni, spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica v naši redni tedenski oddaji Bistriški tednik. Indijansko poletje se še kar nadaljuje, zatorej sploh ni čudno, če se naši oblastniki še naprej obnašajo kot Indijanci in kavbojci na divjem zahodu. Tokrat bi posebej omenili 6. redno sejo Bistriškega občinskega sveta, pa še kaj se bo našlo. Zatorej prijazno vabljeni k ogledu. Otvoritev enote vrtca Otona Župančiča v Ozki ulici, koncert Tinkare Kovač in Anje Bukovec, tekmovanje v streljanju z avtomatsko puško, 6. redna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. V Slovenski Bistrici so v petek, 18. oktobra, tudi uradno odprli vrtec v Ozki ulici. Gre za veliko pridobitev za otroke, starše in zaposlene. Otroci so namreč do sedaj bivali v manj primernih prostorih v blokovskem naselju. V novo stavbo so v začetku šolskega leta preselili zaposlene in otroke iz enote Čebelica na Tomšičevi ulici. Enoti so priključili tudi obstoječa oddelka v Ozki ulici, skupaj 5 oddelkov obiskuje 75 otrok, večinoma prvega starostnega obdobja. Novi vrtec, ki je velik 792 kvadratnih metrov, obsega 3 igralnice, večnamenski večji prostor, kabinet in prostore za individualno delo z otroki, razdelilno kuhinjo in garderobo. Pomembni pridobitvi sta tudi skupni prostor za druženje in zasajen sadovnjak, ki otrokom predstavlja učni kotiček. Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, je ob odprtju vrtca povedal. Torej predšolsko vzgojo mi v občini Slovenska Bistrica z končanjem tega vrtca tako rekoč že skoraj zaključujemo investicije na tem področju. S širše občini mi ravno kar zdaj končujemo tudi vrtec v Laporju, pa mislim, da še nekaj ostane na Keblu, to bo verjetno še v naslednjih 2 letih. V Slovenski Bistrici mesto pa so v tem trenutku potrebe zaenkrat pod streho, če temu tako rečem, in tudi preselili smo končno vse tiste, ki so bivali po blokih. Tako da danes v Slovenski Bistrici imajo torej naši predšolski otroci primerljive pogoje za druženje v vrtcih, kot so po moje v tistih najbolj razvitih okoljih širom po Sloveniji, pa še mogoče širše. Prepričan sem, da je pri nas standard res na primerni ravni in tu gre seveda tudi priznanje vsem tistim, ki so k temu aktivno prispevali. Ko govorimo zdaj seveda o tem objektu, mogoče samo 2-3 podatke, mi z tem objektom in z tem sosednjim, ki ga tudi pridružujemo temu, eno skupno enoto, zagotavljamo tukaj na tem mestu 5 oddelkov. Vrednost te investicije je, mislim, da okvirno tam dober 1 200 000, skupaj z tem pridruževanjem 1,5 milijona. In v celoti je bila ta investicija na plečih občine, ampak glede na to, da je potrebno seveda poskrbeti za naše mlajše, mislim, da je to dejansko prava naložba. Tako da jaz seveda želim torej kolektivu uspešno delo tudi v tej enoti tukaj. Seveda želim tistim, ki so tukaj bivalno prisotni, tistim, ki je vrtec namenjen, predvsem veliko igre, veliko veselja, veliko smeha, vse ostalo jih še čaka kasneje v življenju. Zdaj vam Bistričanke, Bistričani, pa veste, poskrbite, da bo vrtec tudi v prihodnje poln. Poleg župana Žagarja sta trak slavnostno prerezali Stanislava Stegne, ravnateljica vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica in Fanika Fras Bero iz Zavoda za šolstvo. Odprtje so s kulturnim programom popestrili otroci vrtca. Bye.
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je v petek, 18. oktobra, v Viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica organiziral koncert Tinkare Kovač in Anje Bukovec. Koncert so popestrili tudi nekateri ostali vrhunski glasbeniki in glasbenice. Zrakom z najvemi kisika, živiš, ker življenje se tebe dotika. Po poti kamniti v noči prilezem, do znakov na listih si barve izrežem. Povaramo se, kar je sivo in črno, luno v srebrno, kar bo pa bo glas nam pravi. Glas le čigavim, zdaj to vem. Živela sem med zemljo in zrakom, pred zidom svojih sanj. Živela sem med zemljo in zrakom, but baby now I'm fine. Živela sem med zemljo in zrakom, pred zidom svojih sanj. Živela sem med zemljo in zrakom, but baby now I'm fine. Sama na stopinje, kaplje na dlani so le še črepinje. Okovja, ki v soncu ne seva strahu, prstani iz ledu. Kar bo pa bo, glas nam pravi, a glas le čigavi. Zdaj to vem. Živela sem med zemljo in zrakom, pred zidom svojih sanj. Živela sem med zemljo in zrakom, but baby now I'm fine. Živela sem med zemljo in zrakom, pred zidom svojih sanj. Živela sem med zemljo in zrakom, but baby now I'm fine. I'm fine. Ubiram le svoje poti, zaman, tu robe besede in vrvi. Živela sem med zemljo in zrakom, pred zidom svojih sanj. Živela sem med zemljo in zrakom, but baby now I'm fine. Živela sem med zemljo in zrakom, pred zidom svojih sanj. Živela sem med zemljo in zrakom, but baby now I'm fine. Gremo! Živela sem med zemljo in zrakom, pred zidom svojih sanj. Živela sem med zemljo in zrakom, but baby now I'm fine. Gremo punce! Živela sem med zemljo in zrakom. Zdaj pa fanti, oktava dol. Živela sem med zemljo in zrakom. Well, baby, now I'm fine. Živela sem med zemljo in zrakom, pred zidom svojih sanj.
Območno združenje slovenskih častnikov Slovenska Bistrica je v soboto 19. oktobra na strelišču Velenik pri Slovenski Bistrici izvedlo tekmovanje v streljanju z vojaško avtomatsko puško za člane domoljubnih in veteranskih organizacij na območju upravne enote Slovenska Bistrica. Tekmovanja, ki so ga organizirali v počastitev 25-letnice delovanja Zveze slovenskih častnikov v samostojni Sloveniji, se je udeležilo 27 ekip z 81 tekmovalci, med njimi tudi ena tekmovalka iz območnega združenja slovenskih častnikov Brežice. Med posamezniki je bil najboljši strelec Zlatko Sardinšek iz območnega združenja slovenskih častnikov Brežice 2. Drugo mesto je osvojil Iztok Škof območnega združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica 1. Tretji pa je bil Danilo Krajnčič iz območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica. Ekipno je zmagala ekipa območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica v sestavi Danilo Krajnčič, Franc Školc in Boris Pavlič. Drugo mesto je zasedla ekipa območnega združenja slovenskih častnikov Brežice 2 v sestavi Zlatko Sardinšek, Vinko Tuljak in Anton Tkalec. Tretje mesto pa je osvojila ekipa območnega združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica 1 v sestavi Iztok Škof, Miroslav Kamenik in Stanislav Dolničar. Pokale in medalje najboljšim ekipam in posameznikom so podelili dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, Miran Fišer, podpredsednik Zveze slovenskih častnikov, Karl Mali, predsednik območnega združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica in Iztok Leskovar, vodja tekmovanja. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v torek 22. oktobra sešel na 6. redni seji. Med drugim se je seznanil z odzivi pristojnih vladnih služb glede problematike priseljevanja tujcev. Že konec maja so namreč svetniki vlado pozvali k spremembi zakona o tujcih, kot so poudarili pristojna ministrstva, tudi do danes na tem področju niso naredila dovolj. Občinski svet je uvodoma v prvi obravnavi sprejel občinski statut, ki bo sedaj usklajen z veljavno zakonodajo. Svetniki so prisluhnili poročilo o polletni realizaciji občinskega proračuna, sprejeli so tudi odlok o nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, v prvi obravnavi pravilnik o sofinanciranju obnove fasad objektov varovanih kot kulturna dediščina in kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni. Potrdili so tudi investicijski projekt za vrtec Kebelj in investicijski program za obnovo kopališča Slovenska Bistrica. Občinski svet je sprejel sklep o zagotovitvi sredstev za pomoč na domu. Obravnaval je tudi nekaj premoženjskih zadev. Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so v času od 14. oktobra do 21. oktobra obravnavali 9 kaznivih dejanj, od tega 3 kazniva dejanja tatvine, 2 kaznivi dejanji velike tatvine, kaznivo dejanje zatajitve, kaznivo dejanje uničenja dokazov, kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari in kaznivo dejanje goljufije. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je z goljufijo lastnika oškodoval za 16 280 evrov. Neznani storilec je s poškodovanjem tuje stvari lastnika oškodoval za 1000 evrov. Neznani storilec je z dejanjem velike tatvine lastnika oškodoval za 2000 evrov. Neznani storilec je s tatvino lastnika oškodoval za 1000 evrov. Policisti so bili obveščeni o 22 prometnih nesrečah, od tega so obravnavali 12 prometnih nesreč kot prekršek, v 4 primerih odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencem izdali pisno obvestilo. V 6 primerih pa so dogodek zaključili z uradnim zaznamkom. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so podali 3 obdolžilne predloge na Okrajno sodišče v Mariboru. Izdanih je bilo tudi 24 plačilnih nalogov. Ob tem so začasno odvzeli še 4 vozniška dovoljenja. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti opravili 27 intervencij, in sicer 4 intervencije v zasebnih prostorih ter 23 intervencij na javnih mestih. V 5 primerih so intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška.
In to je tudi vse, kar smo vam pripravili v tokratni tedenski informativni oddaji Bistriški tednik. Prijazen pozdrav in vse dobro do prihodnjič.